Pozdravljeni, dragi gledalci in poslušalci Ringelšpila. Danes se bo z nami zavrtel priljubljeni mariborski pisec kriminalnih zgodb Avgust Demšar. Zaslovel in zablestel je s svojim inšpektorjem Martinom Brenkom, ki umore rešuje kar tukaj v našem Mariboru. Gospod Demšar, dobrodošli na našem podcastu. Ja, dober dan, hvala za povabilo. Ringelšpil. Zavrtite se z Jasmino Cehnar v večerovem podcastu. Sprehodila sva se že skozi naše nove prostore, nove večerove prostore in mi radi potožimo, kako temačni so, kako neprimerni za delo so, ampak kljub temu, za kak umor, literarni seveda, pa se mi zdijo kar primerni. Zdaj, prostore premalo poznam, da bi kar naprej govoril, da so primerni za umor, je pa za umore in podobno bolj primerna zgodba, zakaj ste danes sploh tukaj. Ampak to smo v Tajkunu že malo obdelovali. Je pa to ena od stvari, ki bo po moje vsaj čez par let, ko se stvari usedejo, prišla tudi na tapeto pri mojem delu. Že tako na začetku ste me vi opozorili, mi rekli, naj vas naslovljam z psevdonimom Avgust Demšar, ne z vašim pravim imenom. Zakaj vam je to tako pomembno? Ker vaša prava identiteta pravzaprav ni neka skrivnost. Ne, ni skrivnost, ni pa nekaj, kar bi se javno poudarjalo in tako naprej. Jaz sem že na začetku ločil obe moji identiteti, tisto mojo, ki je moja zasebna, in pa to, ki slej ko prej, če pišeš knjige, pa če, hvala Bogu, postanejo brane, postaneš del nekega javnega diskurza. Danes, ko je vse tako javno, cenim svojo lastno zasebnost, kar pomeni, da nikogar, grdo povedano, nič ne briga, kje živim, s kom živim, kako živim. Zelo rad se odzovem na vaša vabila, kadar se tičejo literarnega dela, žanra kriminalke, mojega pisateljevanja, z ostalim pa potem se ne želim mešati, zato je psevdonim tisti, ki malo loči eno in drugo plat. Za naše bralce in poslušalce, ki tega ne vedo, vseeno morda, če pojasnite, kako ste skovali ta psevdonim. Ko sem jaz leta 2005 začel pisati kriminalke in potem leta 2007 prvo izdal, sem bil odločen samo v nekaj. To je pa to, da se bom, če se bom s čem ukvarjal pri literaturi, da bo to žanrska kriminalka. In ko sem se pogovarjal z lastnikom prve založbe, sem rekel, da mene zanimajo pač vsi okviri, ki tvorijo kriminalni roman, in od teh je pa tudi psevdonim. Vprašal sem ga, če ima založba kaj proti, da si izmislim psevdonim, na kar so rekli, da nimajo čisto nič proti. Razlog za to pa je, da ne Tomaža Zupančiča, ne Avgusta Demšarja nihče ne pozna, tako da je čisto vseeno, kako grem. Potem sem pa vsedel, pa sem razmišljal, kakšen psevdonim naj poiščem, in sem se poklonil dvojemu. Prvič, za ime Avgust sem izbral ime Ožista Dupena, to je enega prvih literarnih detektivov, izpod peresa Edgarja Allena Poea. V priimku Demšar pa sem se naslonil na mojo družino, to je dekliški priimek moje babice po mamini strani. Ker je dobro zveneč ali ima kak globlji pomen vaša babica? Ne. Samo to, da se spomnim, pa da pač tvori en del tega mojega osebnega spomina družinskega. Zdaj, ko ste Avgust Demšar ali pa Tomaž Zupančič, oziroma kako se Avgust Demšar in Tomaž Zupančič sploh razlikujeta? Kaj je drugače, kot ste Demšar? V bistvu ne, jaz kot prvo nisem razcepljena oseba. Gre samo za dvoje različnih poimenovanj. Praktičen razlog za to je tudi, da me v Kobisu vodijo pod dvema različnima imenoma. Eno je moja strokovna bibliografija, ki jo kot predavatelj na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru moram gojiti. Druga je pa moja literarna, in tako da kadar moram objaviti kakšno bibliografijo, da se potem hruške in jabolka ne mešajo. Kar se tega tiče drugega odnosa med obema, Tomaž Zupančič živi svoje življenje in v tem svojem življenju dobiva takšne in drugačne izkušnje, ki jih potem Avgust Demšar uporablja pri pisanju svojih romanov. Avgust Demšar s tem svojim literarnim pristopom k življenju pa vsaj malo vpliva tudi name v tem smislu, da ko razmišljam zadnja leta, jaz si v glavnem služim z predavanjem, kruh predavam študentom likovne pedagogike, malo se spreminjajo predavanja.
Začel sem svoja, včasih tudi malo suhoparna strokovna predavanja zavijati v zgodbe. Čeprav študentje se večinoma ne zavedajo, da sem jaz tudi pisec, saj mislim, da ne, ker tega nikjer ne omenjam. Mislim, da nimajo nič proti, kadar so predavanja malo bolj zavita v neke zgodbice in podobno. Pa vas zdaj že prepoznavajo, vejo, da ste pisatelj, tudi ne samo predavatelj, da ste pravzaprav malo zvezdnika, seveda? Na srečo ne. Ne. To je bila tudi eden od namenov, vsaj za prvih 5-6 romanov. V mojem okolju, službenem okolju, večina sploh ni vedela, kaj počnem. Ne? Še zdaj je najverjetneje kdo, ki tega ne ve, kar se mi zdi čisto prav. Je pa problem v tem, da dokler si pisatelj, si znan, ampak si znan znotraj bralskih krogov, kar ni pretirano veliko, ko te pa pograbi televizija, je pa to druga pesem. Ne? Takrat pa nekaj časa postaneš malo bolj prepoznaven. No, na televizijo vaše knjige so bile prevedene, ampak vseeno vas zaradi tega tudi zdaj kaj bolj prepoznavajo na cesti, v pekarni recimo, kdo zdaj časti rogljiček? Na cesti me ne prepoznavajo, ker na srečo nisem jaz tisti, ki je dal podobo temu. S tem se mora ukvarjati Martin Vrenko oziroma Dario Varga, če že. Ne? Se je pa najverjetneje malo psevdonim Avgust Demšar malo bolj prijel pri ljudeh, ki mogoče se ne ukvarjajo čisto samo z literaturo. Kako ste se sploh vi znašli v tem kriminalnem žanru? Če se prav spomnim, je pravzaprav vaše prvo delo in Inšpektor Vrenko sta nastala iz nekega heca, iz nekega zabave, ne? Ja. Jaz sem že pisal, mislim, da vsaj 5, 6, 7 let in ko so me na literarnih večerih spraševali, kdaj bomo kaj tega, kar vi pišete, ker kriminalke so zelo preročne, da se jih spravi na televizijo, videli kaj v obliki kakšnega filma ali TV serije, na kar sem jaz vedno odgovarjal, da to ni v moji moči, da sploh ne vem, kako bi se tega lotil, ker nobenih filmskih izkušenj nikoli imel nisem. Vedel pa sem, da najverjetneje ne moreš potrkati na vrata RTV in reči, dober dan, jaz sem ta pa ta, prosim, posnamite nekaj po mojih romanih. Leta 2015 približno je v kontakt z menoj stopil režiser Boris Jurjaševič, Mariborčan, ki živi v Ljubljani. In takrat sva se začela malo pogovarjati, on je rekel, da se mu zdijo moje knjige dovolj zanimive, da bi se spravile na kak film. In on je tisti, ki me je leta 2017 opozoril na razpis, ki je bil objavljen na spletni strani nacionalne televizije. V tistem razpisu so iskali izvirno slovensko televizijsko nadaljevanko v 6 delih po 50 minut z katerokoli tematiko in kateregakoli žanra. Za prijavo si moral narediti koncept serije, napisati kratko vsebino vseh 6 delov in priložiti tudi scenarij, celoten scenarij v obsegu približno 50 strani prve epizode. Jaz sem takrat to vzel dokaj resno, sem sedel, to vse skupaj napisal in poslal na RTV. Sreča je takrat bila, da je leta 2017-2018 slovenski žanrski kriminalni roman že bil v vzponu, tako da je bil zanimiv. In tisto leto se je RTV odločil med 28 prejetimi ponudbami za 2 in oba sta kriminalke. Obe so tudi pol posneli, najprej so posneli Jezero Tadeja Goloba, potem pa še moje primere Inšpektorja Vrenka. Mislila sem sicer en korak prej, kako ste sploh začeli pisati, ne? Kako je to, vi imate zelo radi ta kriminalni žanr. Pisati se pa tudi začeli relativno pozno, ne, v svojih 40. Ja, precej pozno, mislim za pisatelja precej pozno, ne. Niti v srednji šoli nisem pisal poezije, niti nisem sodeloval v kakršnem koli literarnem glasilu. In nikoli nisem mislil, da bom kdajkoli kar napisal. Res pa je, da sem bil obkrožen s knjigami zaradi mame, ki je bila slavistka, oziroma učiteljica slovenskega angleškega jezika, tako da bral sem pa vedno. Ne vem zakaj, ampak nekaj sem našel v kriminalki, tako da je nikdar nisem zapustil. V osnovni šoli sem začel z Sherlockom Holmesom, Agato Christie in potem sem ves čas bral in spremljal vse, kar se dogaja. Bil sem takoj naprej, že ko so Skandinavci začeli te stvari delati, prebral sem tisto, kar so Angleži ponujali. Do leta 2005, ko se je pa nekaj zgodilo, ta zgodba gre pa takole.
Poleti, leta 2005 sem iskal kakšno dobro kriminalko, da bi jo vzel s seboj na dopust na morje. In seveda so poleti police knjižnic, kjer so kriminalke totalno izropane. Ne? Tako da sem se vozil po enotah v okolici Maribora in v eni sem potem odkril eno kriminalko. Nekega tujega avtorja, ki ga nisem poznal, ki ga tudi danes nihče ne pozna, na srečo potem kaj več od tega niso prevajali, ampak jaz sem to knjigo vzel, odšel domov in pač začel malo listati. Ne? In po pa niti ne več kot 20-25 straneh sem ugotovil, da je to zelo zanič kriminalka. Saj, ko prebereš kakšnih 100 ali 200 kriminalnih romanov, veš, kaj od njih pričakuješ in veš, kakšna so pravila, čeprav se jih nikoli nisi učil. V tem romanu ni bilo upoštevano niti eno. Zato sem ta roman odložil, ženi sem ves jezen rekel, da kakšno tako SR bi pa še tudi jaz znal napisati. In potem je bilo normalno, ne, žena potem žogico vrne, reče, veš kaj, lahko je bentiti, lahko je negodovati nad vsem tem, pa nič ne narediti, potem se pa usedi, pa ti napiši. Ne. In potem sem jo obogal, ženo pač moraš obogati. Ne. In sem sedel in sem začel pač pisati. Kaj napisati ni bil nikoli problem, zato ker sem zaradi te svoje ljubezni do žanra si zvečer, namesto da bi štel ovce pred spanjem, zamišljal kriminalne zaplete. Zelo lepo svetujem vsem poslušalcem, gledalcem, če vas muči nespečnost, zamišljajte si, kdo bi koga ubil, kako bi to naredil in kako bi se zmazal oziroma kako bi ga ujeli. To je potem odvisno od posameznika. Enega od teh zapletov, ki sem jih imel kar precej na zalogi, sem začel opisovati in v 3 tednih je nastal prvi roman, dal smo naslov Olje na balkonu. Videl sem, da je to zelo zanimivo in zabavno početje, zato sem si že med pisanjem prve zamislil idejo za drugega. Tega sem dal v okolje likovnega sveta, galerij, umetnikov. Saj je to meni blizu. Ja. Za ta roman sem porabil 2 meseca, ampak za novo leto, leta 2005, na leto 2006, jaz imel 2 rokopisa. Potem pa je pač zadeva stekla tako, da sem takoj po novem letu, to se mi pa ni dalo, ampak sem mislil, da moram storiti, poiskal spletne naslove 15 slovenskih založb. Za vse skupaj pripravil en dopis, kjer sem se na 2-3 straneh predstavil, kdo sem. Pošteno povedal, da še nikoli nisem ničesar napisal, nimam nobene literarne reference, da pa ljubim žanr že odkar vem zase. Priložil prvo poglavje romana in jih vprašal, če so za to zainteresirani. To je bilo obdobje, ko slovenska kriminalka ni imela takega statusa, kot ga ima danes. Bralci nismo segali po slovenskih kriminalkah, čeprav jih je nekaj bilo. Zato si nisem kaj dosti nadejal in približno takšen je bil tudi odziv. Od teh 15 založb jih je 5 popolnoma ignoriralo moj zapis, sploh nikoli nisem dobil odziva. Drugih 5 je reklo, hvala, s tem se ne ukvarjamo, nasvidenje, zelo na kratko, so se pa vsaj oglasili. Zadnja tretjina je pa povedala v bistvu isto, samo malo bolj prijazno. Da si ne upajo iti v založniško zgodbo, kjer bi izdali slovenski čisto žanrski roman, ki se že na naslovnici deklarira kot kriminalka. Drugič pa sploh ne z avtorjem, ki je že več kot pol življenja preživel, ne da bi karkoli napisal. 2 sta pa zagrizli v to. Prva je bila založba Sanje iz Ljubljane. Teden dni zatem pa presenetljivo Mohorjeva družba iz Celovca. Tudi oni so bili zainteresirani, pa res sem jaz že bil v dogovoru z Sanjami, ki so potem se odločili, za kar sem jim vedno hvaležen, da izdajo prvi roman. Potem se je pa zgodilo tisto, kar je meni v bistvu odprlo pot. To je to, da je bilo Olje na balkonu med nominiranci za nagrado Kresnik, kar je bil unikum, kar je bolj kot mene, ki o tem niti nisem razmišljal, presenetilo lastnika in glavnega urednika založbe Sanje, in potem nisem imel več nikoli problemov z iskanjem založbe, kar je v Sloveniji za avtorje kar velik problem. Od takrat pa je tudi v bistvu kriminalni žanr na slovenskih piscev se zelo razvil, je zelo močno prisoten, bralci radi posegajo po njem, tudi vaše knjige so ene najbolj izposojanih v slovenskih knjižnicah.
verjetno kar dober občutek, če nek tak ljubitelj kriminalk, kot ste vi, ljubiteljski spremljevalec tega področja, potem pride do tega, da pa na svoji domači državi nekako pomaga uveljaviti njemu ljub žanr. Ja, veste, kako je to, ne? Če nekaj delaš, delaš zato, da bi doživel nek odziv, ne? Moje stališče je vedno, da s čemerkoli se ukvarjam, če bi snemal filme, bi jih snemal zato, da bi jih ljudje gledali. Knjige se pišejo zato, da bi jih ljudje brali, sploh leposlovje, kar po drugi strani ne pomeni, da se mi zdi branost ali gledanost edini zveličavni kriterij za kakovost nekega dela. Bi se pa vsaj pri svojem delu vedno vprašal, če mojih knjig ne bi brali, če bi ostajale na policah. Mislim, da je to en redkih razlogov, zaradi katerih bi nehal pisati. Ne? Ali bi pa počel kaj drugega. To, da se je žanr počasi v tem času, ko sem jaz pisal, tudi drugače začel prebujati. Ne? Jaz se nimam za nobenega prebuditelja žanra, ampak mislim, da sem začel stvari delati v pravem trenutku, ko so potem priskočili še drugi. Zaradi svoje izkušnje, službene izkušnje in eksistenčnih zadev je na ta vlak stopil tudi kolega Golob, Tadej. Razvil neko svoj tip kriminalke, ki izhaja bolj iz enega skandinavskega dela, moj izhaja bolj iz kakšnega drugega. Potem so se pojavili še drugi, tretji, bralci so začeli temu slediti. Začeli so, oziroma smo, ker jaz še vedno berem, prebirati slovenske kriminalke. Kriminalke so naenkrat bile tiste, ki so bile najprej izposojene, na kar so videli tudi pisatelji, ki so v narekovajih pravi pisatelji, da se splača ne samo finančno, ampak tudi bralsko napisati kakšno kriminalko ali pa vsaj kakšen svoj roman deklarirati kot kriminalni roman, ker v preteklosti temu ni bilo tako. Ne? Zakaj se je uveljavil psevdonim pri kriminalkah? Zato, ker je pred 150-200 leti pač prave pisce bilo sram, da si denar služijo tako, da v revijah in časopisih objavljajo pogrošne zgodbice s kriminalno, grozljivo ali pa ljubezensko erotično tematiko. Ne? Tako da danes ni. In nekaj pa je, ne? Če hočeš, da nek žanr ali neko področje zaživi, potrebuje kritično maso, ne samo bralcev, ampak tudi avtorjev. Več kot nas je, bolj se krešejo mnenja, bolj se različni slogi pojavljajo, bolj se lahko mi pogovarjamo, če se kje dobimo, ne? Tako da za samo sceno žanra kriminalnega je to odlično, kar se dogaja danes. Vseeno med vami pisci kriminalnih zgodb obstaja tudi morda kakšno rivalstvo? Veste, da, med Slovenci vedno obstaja rivalstvo, ne glede na to, za kaj gre, ne? S tem, da jaz s tem osebno nimam problemov, zato ker počenjamo različne stvari. Hvaležen sem vsem ostalih, ker recimo meni ponavadi branost v Kobisu na podlagi izposoje v knjižnicah naraste tisto leto, še bolj naraste tisto leto, ko izdam nov roman. Par let nazaj, ko nisem izdal nobenega romana, je pa branost mojih knjig vseeno narastla. Res pa je, da sta takrat dva druga avtorja izdala svoje kriminalke in ko ti prebereš eno dobro slovensko kriminalko, rečeš, imate še kakšnega avtorja, knjižničarji seveda ponudijo še drugega, tako da se tu med seboj oplajamo. Se vam je že kdaj zgodilo, da vas je kdo prehitel s podobno idejo, pa ste potem morali jo zavreči? O tem nisem razmišljal. Zdi se mi, da se mi je enkrat zgodilo nekaj. Ni šlo za idejo. Zdaj z mojimi idejami je tako, ne, teh idej je res dosti. Tu nimam nobenega problema. Te ideje nikoli ne črpam iz črne kronike, iz konkretnih primerov, črpam pa jih iz tega, kar se mi vsakdanje dogaja. V življenju je kup situacij, ki so rahlo lahko malo iskrive. Ampak večina nas se tukaj ustavi in potem ali to zgladimo, ali gremo po kakšni drugi poti. Pisec žanra pa si mora začeti predstavljati, kaj bi se zgodilo, če se tukaj ne bi izognili, če se tu zavestno ne bi uprli, kam bi to lahko vodilo. Tega je ogromno, tako da nimam problemov s tem, da bi kakšna ideja se že kje pojavila. Saj so, veste, to kompleksne stvari, da se jo da vedno speljati na en drug način. Mislim, da se mi je pa enkrat samo pojavilo to, da ko sem jaz razmišljal o romanu, ki je mu dal naslov Otok, da se je nekaj podobnega po imenu
pojavilo, ampak šlo je za neko čisto drugo knjigo. Nimam pa jaz tam sam s tem nobenih problemov, ker mi je zadnjič potožil pisateljski mariborski kolega Tone Partljič, da sem ga prehitel, ker sem napisal roman z imenom Otok. On je pa tudi hotel napisati roman z imenom Otok, zdaj pa je to Ljudje z otoka. Partljičev znan roman. Ne? Mogoče, ker konzumirate toliko teh kriminalnih zgodb, serij, vseeno, da bodo bralci in poslušalci in gledalci vedeli, po kom poseči, pa ne bodo zgrešili, kdo je vaš najljubši pisec. Vsega je precej zdaj. Mislim, da so tisti, ki kriminalke berejo, te stvari tako in tako že obdelali. Daleč najboljši kriminalni roman, ki sem ga prebral, je trilogija Millennium Stieg Larsson iz leta 2005. Ko sem že mislil, da so vse tiste vrhunske stvari napisane, je Stieg Larsson za svojo dokaj tragično usodo to toliko zaznamoval, da je tisto bilo res zame pravo odkritje. Zakaj? Prvič zaradi tega, ker je to eno zelo, zelo obširno delo. Drugič zato, ker sem na koncu videl, da je počel podobno kot jaz. On se je preživljal kot novinar, raziskovalec, za katerega ljudje mogoče takrat, ko je to pisal, niti niso vedeli, da on svoje večere izkorišča za to, da iz užitka sestavlja eno kompleksno, veliko zgodbo na področju žanrske kriminalnega romana. To jaz počnem isto. Jaz imam svoje življenje, jaz živim drugje, ampak to, kar počnem v tistih urah, ko jih imam na voljo, je to en blazen užitek. Drugo, kar me je bilo pri njem všeč, je bilo to, da si je zamislil izredno nekonvencionalnega glavnega junaka. To ni novinar, ampak to je Lisbeth Salander. Ker imam tudi svojo teorijo, da je tu Stieg Larsson bil izredno spreten. Naslovno se je na švedsko literarno klasiko, to je Pika Nogavička. Pika Nogavička je deklica, je drobna, ima nadnaravno moč, tako da lahko konja in ne vem kaj vse dviguje, je blazno bogata, ima skrinjo z zlatniki. Lisbeth Salander je majhna deklica, ima okrog 50 kg, ima nadnaravno moč, ker je vrhunska hekerica in obvladuje računalniške sisteme. Blazno bogata je, saj je tajkunu Venestromu poneverila 40 milijard kron. In skratka, te stvari so enake. Torej, Pika Nogavička je bila vzor za Lisbeth Salander, to je moje prepričanje. Tretje, kar mi je bilo najbolj všeč, je pa to, da čeprav je še tako modern roman Millennium, je v njem Stieg Larsson upošteval v bistvu vsa pravila, ki jih je pred 100 leti si zadal Van Dyne. In jih tudi vi zelo dosledno upoštevate, ne? Seveda, tudi jaz jih upoštevam. S tem, da pač nekatera so malo obsoletna, nekatera so malo zastarela, ne? Tisto o butlerjih pa podobnih stvareh. Potem imamo še enega drugega avtorja, ki je tudi napisal v tistem času, ali pa mislim, da je 10-20 let pozneje pravila, kjer nam prepoveduje uporabiti Kitajce. Torej, noben Kitajc ne bi smel nastopati v kriminalkah, ampak to je danes čisto neumno. V tistih časih je pa Kitajec, ko so bili bolj redki, pa v enem angleško govornem področju, bil sinonim za nekaj pač. Ne? Take stvari, ampak tiste bistvene so pa tukaj. Stieg Larsson je prvi. Vsekakor vsem priporočam angleške avtorje, tam iz 70., 80., 90. let, pa ne samo Colina Dexterja, očeta inšpektorja Morsa, ne samo Jana Rankina, ki je ustvaril inšpektorja Rebusa, ampak vsekakor tudi kakšne romane Caroline Graham. Caroline Graham je avtorica inšpektorja Barnabyja, po katerih romanih oziroma idejah se snema že več kot 20 sezon zelo uspešne serije. Zelo pa priporočam tudi ogledovanje filmskih serij, nekaterih... Vi konzumirate kar po 2-3 na dan, ne? Ste velik konzument? To ste moče zamešali z nogometnimi tekmami. Te gledam 2 do 3 na dan, kriminalke pogledam 3 do 4. Dobro. Ja. Pardon. Zdaj odvisno od časa.
Dva sta, ki sta res vrhunska pisca literarnega žanra kriminalke, ampak žal se večinoma ukvarjata z scenaristiko, to sta Anthony Horowitz in pa Russell Lewis. Zdaj, poslušalcem, gledalcem bo bolj blizu, če rečem, da je Anthony Horowitz recimo ustvaril serijo zgodovinskih kriminalk z naslovom Foylova vojna, da je v veliki meri sodeloval pri umorih v Midsommerju, medtem ko Russell Lewis je pa zaslužen za zadnja leta, se mi zdi, boljših serij, to je spin-off serija Inšpektorja Morsa z naslovom Endeavour ali Mladi Morse. Ta zadeva je imela tudi svojih 8 oziroma 9 sezon in tam noter so gledano z stališča krimi žanra in pravil vrhunski izdelki. Kaj pa vaš inšpektor Vrenko? Je nastal iz vaše glave ali po kakšni realni osebi, morda po Mariborju hodi pravi inšpektor Vrenko, pa mi sploh ne vemo za to? To tudi jaz ne vem. Zdaj, tu pri Vrenku je bil en problem. Problem je bil v tem, da ko sem se jaz odločil, da bom na podlagi ženinega izziva napisal kriminalko, sem točno vedel, kakšen problem bom imel. Jaz sem vedel, kdo bi komu nekaj žalega storil, seveda ga umoril in tudi zakaj. In ko sem začel pisati, napisal prvo poglavje in napisal poglavje, v katerem čistilka najde truplo, sem prišel do problema. Zavedal sem se, da še nimam glavnega junaka, torej zdaj pa mora to nekdo začeti raziskovati. Potem sem si ga pa na hitro izmislil, kar pomeni, da bi danes, če bi imel več časa, pa dobro, sploh na podlagi teh izkušenj, mogoče zastavil ta literarni lik malenkost drugače, ampak zdaj je, kar je, tukaj je. Problem je v tem, da se je usedel v srca bralcev in da se ga ne morem kar tako rešiti. Je pa dokaj klasičen. Zdaj, je moški srednjih let, tudi jaz sem takrat bil moški srednjih let, nisem si upal iti tudi z čisto literarnih zadev, da bi opisoval, ker nekaj notranjega življenja pa razmišljanja takega človeka moraš opisovati, da bi se to predstavil v kožo popolnoma drugega človeka, ženske recimo, mladostnika, kogarkoli. Tako da sem ostal tu znotraj tega zavetja varnega. Narejen ni po nobeni konkretni osebi, narejeni po nobeni konkretni podobi. Če že kaj, potem sem malo jemal iz drugih literarnih junakov. Vedel sem pa, kakšno je pravilo. Takšen junak, kakršenkoli že je, mora imeti en plus pa en minus. Tisti plus je neka nadnaravna sposobnost ali vsaj neka povečana sposobnost, ki je normalni ljudje nimamo. To so ali občutljivost za detajle, pretanjena psihološka profilizacija ljudi. To je pri Lisbeth Salander fotografski spomin, ker si zapomni čisto vse. Ali kaj podobnega. Tukaj sem Vrenku dal sposobnost, da je kot diplomirani psiholog tisti, ki začuti, kar je povedano med vrsticami, kaj se dogaja v interakciji med dvema osebama, ko ne govorita med seboj in podobno. Druga stvar je pa tisti minus, to je pa nekaj negativnega, nekaj, kar, tako teorija, naredi literarnega junaka malo bolj privlačnega, malo bolj življenjskega. In tukaj smo potem imeli nekaj časa problemov, ker saj je, veste, žanr kriminalke je en kup klišejev pa stereotipov, ki jih pač moraš upoštevati, temu rečemo pravila, da ne govorimo o klišejih, nekateri pa so le prehudi, ne? In kaj mislite, da bi na Štajerskem bil tisti manjko, ki bi ga imel glavni junak, kakšna napaka? Več pil, recimo. To je prvo, torej, da je alkoholik. Zato so meni doma takoj prepovedali, so rekli samo Vrenko, pa ne sme biti pijanec, ker to pa je preveč očitno, ne. Poudarjanje enih stereotipov, ne glede na to, odkot prihajajo ti stereotipi, bi bilo too much. Druga stvar je bila, pa bi naj bil zdravljen alkoholik, kar je pa spet isto. Zdaj, v Mariboru, če nisi alkoholik, si zdravljen alkoholik, druge variante mislim, da ni, ne. Potem smo pa rekli, da bomo to pustili in Vrenko nima nobenih težav z alkoholom. On pije, rad popije, viski spije, ko prije domov, da se malo v pritisku meri, ko je v družbi, seveda z veseljem spije kakšno pivo, ne brani se kozarca vina. Skratka, s tem nima nobenih problemov. Nima pa problemov, da bi imel zaradi tega težave, da bi se spremenilo njegovo obnašanje, da bi trpelo njegovo družinsko življenje in tako naprej.
če že moramo poiskati nekaj negativnega pri Vrenku, je mogoče to njegova malo velika samovšečnost. Včasih lahko deluje malo nadut, drugih pa pravih pa nima. Tudi zato, ker so meni osebno me motijo literarni detektivi, ki so preveč obremenjeni z kupom travm. Jaz ne pišem svojih kriminalk zato, da bi razčiščeval osebne travme ljudi, pa naj si bo to tako kot pri Sherlocku Holmesu, ki je zasvojen za opiati, pri Harryju Howlu, Johannesba, ki ima en kup drugih reči. Niti na tak način ne, kot je Kenneth Branagh, angleški režiser in igralec, si zamislil inšpektorja Wallanderja, švedskega pisatelja Henninga Mankella. Če gledamo švedske verzije te nadaljevanke, je po moje super. V angleški pa mene precej moti, čeprav je Branagh odličen avtor, da je tam preveč nekih travm, ki jih ta junak preveč očitno kaže. Ena od teh je, da je pri vsakem truplu, ki ga najde, pri vsakem, to so grde stvari, ampak če si kriminalist, moraš biti pač na to navajen, ne greš za kriminalista, če te moti pogled na truplo. On takšne hude travme ob tem doživlja in tako ga to prizadene, da po moje, vsaj jaz kot gledalec gledam, zgubiti si svoj namen in se jaz začnem slejko prej spraševati, zakaj hudiča pa ne greš v neko drugo službo. Lahko bi bil računovodja, pa ne bi imel stika z trupli, pa ne bi zaradi tega razvijal svojih travm in tako naprej. Nekako tako je Vrenko nastal. Kaj pa zgodbe ste že prej omenili, kako ste se prve lotili, kaj pa nasplošno še imate danes tudi tak pristop, kje zgrabite zgodbo, je to na koncu, torej pri motivu umora ali na začetku, torej pri samem dejanju, kako je to pri vas ta ustvarjalni proces? Tisto, kar ste prvo rekli, na koncu, ne. Na koncu kriminalke tega tipa, torej kriminalke tipa Kdo je storilec, kjer se na začetku poda nek zločin, potem se poda en kup osumljencev, na koncu se pa razkrije, kdo v bistvu je storilec, moram jaz vedeti, zakaj je šlo. Torej zadnjo poglavje je tisto, ki ga imam najprej. To je trikotnik 3 vprašanj, ki si jih razjasnim, mnogokrat tudi kot idejo zapišem. To so kdo, koga in zakaj. Kdo je morilec, kdo je žrtev, oziroma koga je umoril in kakšna je motivacija za to dejanje. To je lahko zelo okvirna zadeva. Z motivacijo se zelo ukvarjam, zato ker se mi zdi, da mora biti verjetna, ne resnična, ampak verjetna, da ne bo na koncu bralec rekel, to pa je le malo za lase privlečeno. Potem se pa začne še vse ostalo. V kakšnem socialnem okolju se bo to dogajalo. Zdaj, lokacija je več ali manj Maribor, razen kadar grem na izlet v Vodnjake ali v kako drugo vasico. Kdo so stranski liki, kakšno socialno okolje bo tvorilo to, ali bo to družinska, bo to službena zadeva, bo to, ne vem, kakšno neformalno združenje, bojo to naključni potniki v vlaku ali kjerkoli. Ko to rešim, potem pa začnem počasi pisati s tem, da vem, kam moram priti, kje je konec, ne vem pa, kako bom do tja prišel. In zdaj romani, ki so zadnja leta po obsegu kar narasli, ne? Recimo Cerkev kot najobsežnejši roman je 3-krat daljši od mojega prvega romana, se zgodi še marsikaj tokom samega pisanja, ampak tukaj nimam problemu, zato ker vidim na koncu, kam moram priti. Zatavam pa levo, desno, gor, dol. Ko vidim pa, da sem šel malo predalec, se pa pač vrnem. Še to, kako pogosto pa greste na kavo s kriminalisti? Imate kakega svojega informatorja? Do pred 2 leti bi rekel nikoli. 2 leti nazaj sem se lahko pohvalil, da ne poznam niti enega mariborskega kriminalista, kar jih res nisem poznal. Lumparine počnem, da bi me privajali. Bilo je celo tako, da zelo dobro poznam zunanjost policijske uprave Maribor na Mladinski ulici, saj sem mimo nje hodil v osnovno šolo, mimo nje sem hodil v srednjo šolo, mimo nje hodim danes še vedno, do pred 2 let pa nikoli nisem bil noter. Zdaj ste pa že bili. Bil sem pa zaradi tega, ker se je dobre 2 leti nazaj po mailu oglasil gospod Jakob Demšar,
gospod Jakob Denšar, je pa upokojen kriminalist in takratni predsednik Društva kriminalistov Slovenije. Zelo fajn gospod, ki je se predstavil, je povedal, kdo je, da ženo rada bereta in da se mu zdi moje pisanje zanimivo in če lahko greva kdaj na kavo. Potem je večkrat, on je iz Gorenjske, prihaja pa večkrat v Maribor. Sva se tu dobila na kavo, sva se dobila naslednjič na kavo. Ko sva se dobila tretjič, je predlagal, da mi uredi obisk na mariborski policijski upravi, kjer mi bodo predstavili, kako počenjajo forenziki, kje imajo prostore za zaslišanje in vse ostalo. In je to spravil v dejanje. In takrat jih moram pa pohvaliti. Takrat so me pa sprejeli in sem imel dan odprtih vrat, kjer so me 5-6 ur vodili okrog, predstavili vse, kar je bilo in takrat sem spoznal pač par zanimivih ljudi, teh kriminalistov, s katerimi sem se potem enkrat ali dvakrat z nekaterimi dobil, ter jih pocukal za rokav, ker me je par konkretnih zadev zanimalo. Ne. Da bi pa zdaj se naslanjal na koga in da bi potreboval koga pri pisanju romanov, to pa ne. Mogoče ti kriminalisti tudi kdaj pridejo do vas in se posvetujejo glede realnih primerov? To pa mislim, da ne, da pa moje vseeno dovolj dobro ločijo fikcijo od realnosti. Na predstavitvi vaše zadnje knjige Estonija ste tudi pripovedovali o tem, da ste se dali podučiti o tem, kako naročiti na temnem spletu umor. Zanimivo, kar srhljivo, lahko o tem poveste kaj več? Mislim, vsi vemo, da obstaja darknet, da imamo temno plat spleta, v kateri lahko počneš marsikaj, ne. S tem se nikoli nisem ukvarjal, zdelo se mi je po svoje zanimivo, vem pa, da pa ena taka kloaka je kjerkoli, če je bila v normalnem življenju, kjer si pač pištolo kupil v enem odročnem bifeju, tam nekje zadaj za ne vem čem, je pač zdaj to tukaj, ne. Nisem se posebej s tem ukvarjal, ampak takrat, ko sem bil na obisku pri kriminalistih, mi je vodja sektorja za računalniško kriminaliteto kot zanimivost pokazal 2 od teh strani, za katere je rekel, seveda, da so potem tako izginile, to se skozi ažurira, spreminja in tako naprej. In zdelo se mi je vseeno toliko zanimivo, ko sem videl, kakšna ponudba je tam, da v bistvu lahko ti naročaš in kupiš umor, tako kot na eBayu lahko kupuješ, ali pa na katerikoli spletni trgovini si izbereš velikost, si pač oblačila, tam si pač izbereš, na kak način želiš, da onega ubijajo, ne, lahko ga ustrelijo, zadavijo, zastrupijo, mislim, in vse ostalo. Imaš celo toliko, da nimajo gotovinskega popusta, če kupiš, naročiš 2 ali 3. In zato se je to kot ena kratka zgodbica pojavilo v Estoniji, bolj kot zanimivost, do katere sem pač prišel. Imajo celo menda moralni kodeks ti morilci spleta. Ja, tu jim je treba priznati, da so visoko moralni, ne sprejmejo plačila za uboj otroka, pa 10 najbolj znanih svetovnih politikov. To drugo sicer ne iz moralnih razlogov, ampak zato, ker bi najverjetneje policije in tajne službe ne odnehali, dokler jih ne bi dobile. Vas kaj skrbi, da bi kakšnemu kriminalcu, morilcu dali ideje za svojo zgodbo in svojim načinom umora? Ne, zato ker kriminalci ne berejo. Radi pišete o umorih, torej samem dejanju? Ne. Renato Bratkovič, tudi avtor ene kriminalke z naslovom Plavalec iz Slovenske Bistrice in moj dober kolega, je nekoč rekel, da so pisci žanra kriminalnega, noir in podobnih temnih žanrov v bistvu zelo miroljubni ljudje, ki ne bi storili nič hudega, niti muhi, ne. Jaz glede muh nimam takih problemov, pa komarjev. Drugače pa ne, se ne naslajam nad nasiljem. Umori, uboji, kri in ostalo me ne fascinira. Umor je v kriminalki zato, ker tu mora biti. Eno od Dajnovih pravil še vedno govori, v kriminalki se mora zgoditi umor, zato ker je to toliko resno dejanje, na podlagi katerega se splača potem 300 strani brati o preiskovanju. Če bi na začetku šlo za kakšno minorno kriminalno dejanje, če bi nekdo vlomil v klet, pa nekomu ukradel ozimnico, boš za 3 kozarce vložene marmelade, ne boš potem bral, ne vem, 100 in 100 strani. Tako da jaz umore opišem,
ob tem ne trpim, pišem jih tako normalno kot vse ostalo, se pa nad njimi ne navdušujem, jih ne poveličujem, jih nikakor podrobno ne opisujem. To morda zasleduje kakšen drugi podžanr. Zakaj pa potem pišete kriminalke? Kaj je tisto, kaj vas tako navdušuje? Zato, ker ne morem več čas reševati samo sudokov, ki je takšna uganka, ali pa kriminalka, ali pa rebusov. In to je tisto, kar poskušam, zaradi vprašanj, ki so zelo pogosta na literarnih večerih. Kaj je tisto, kar nas privlači pri kriminalkah? Lahko jaz povem samo moje osebno mnenje. Všeč mi je, da gre za eno simpatično mešanico med dokaj lahkotno literaturo, ki pa vseeno ponuja tisto, kar literatura ponuja, to je dovolj simpatičen jezik, berljivost in tako naprej. Po drugi strani pa gre za uganko. Uganke rešujemo radi, križanke rešujemo takrat, ko se želimo sprostiti. In mešanica enega in drugega je tisto, kar mene žene. V bistvu še vedno, ko sedem, želim zastaviti uganko. Želim sestaviti uganko, ki bo bralcu toliko zanimiva, da bo z mano tekmoval s tem, ali bom jaz dal tako zapletena vprašanja, da jih on ne bo mogel rešiti, on jih bo poskušal rešiti in tako naprej. Da pa je to pač žanr kriminalnega romana, ta vrst literature, je pa pač nekako po naključju prišlo skupaj. Inšpektorja Vrenka ste že upokojili v Tajkunu, ampak še kar nekako vleče nazaj na kraje zločinov. Se vseeno mogoče bliža koncu svoje kariere? Bog ne daj. Sploh ne, niti slučajno. Zdaj, z Vrenkom je bil problem ta, da ko sem ga formiral, je bil star tam proti 50, je prihajal počasi, kar se mi je zdelo, da gre za dovolj izkušenega kriminalista, ki pa ni star in ima pred seboj še časa, ampak ta časa se po 15 letih pisanja približa do tega, da postane, če vsaj malo računaš, in bralci kriminalk radi računamo, je dosegel svojih 60 let, kar je po trditvi enega kolega, sodnika, so leta, v katerih ni noben več aktivni kriminalist, ki ima vsi beneficiran delovni staž in so potem že v pokoju. Ker jaz zasledujem ta del verjetnosti mojih romanov in povezav z realnim svetom, je tudi Vrenko odšel v pokoj, ampak to je samo tehnični problem. Vrenko je še vedno glavni literarni junak, še vedno bo reševal svoje stvari, s tem, da jih bo pač zdaj reševal z malo drugačnega zornega kota. Tako da tu ni noben problem, da bi ga upokojil ali Bog ne daj ubil, na to mi pa sploh ne. To mi sploh ne prije na misel. Conan Doyle je svojega Sherlocka Holmesa v nekem trenutku se znebil, ker se ga je naveličal, torej tega pri Vrenku in pri vas pač ne moremo pričakovati? Ne, sej, ker ne želim, da se mi zgodi to, kar se je Doyleu zgodilo, da je moral pojesti tisto, kar je naredil, da ga je moral obuditi od mrtvih in ga potem spet pripraviti nazaj. To si je privoščila Agatha Christie z romanom Zavesa, ki je zadnji primer Hercula Poirota, kjer je seveda ta njegova smrt krasno uporabljena, ampak vsaj trenutno jaz mislim, da svojega pisateljevanja in druženja z Vrenkom ne bom na tak način končal. Vam vaši bralci, znanci, prijatelji, ne nazadnje domači, skušajo kdaj prodati pod navednicami kakšne z njim zanimive kraje, osebe, predmete, štorije, in koliko, da bi vključili v svojo zgodbo, in koliko ste v bistvu dovzetni za to? Tu sem precej trmast. Prvič, ker imam dovolj teh svojih idej, drugič pa se ne dam tako enostavno kupiti. Sem pa enkrat vseeno to naredil, pa tisti, ki je bil naročnik, ni bil na koncu zadovoljen. Ena od mariborskih knjižničark, eni od enot, je enkrat zelo dobronamerno omenila, da bi pa lahko kdaj se kakšni knjižničarji pojavili v mojih romanih, kar so se v naslednjem tudi res. Opisal sem bedo naše stare knjižnice, ki so jo zdaj na srečo začeli ta problem reševati. In tam je tudi neka knjižničarka, seveda ne ta knjižničarka, ki je takrat me to spodbudila za to, ampak pač literarni lik, kot so vsi moji literarni liki, to so mešanica kupa različnih oseb. In potem, ko sem naslednjič prišel v to knjižnico in je ta gospa ta čas prebrala to knjigo,
Sem ji rekel, no, zdaj pa je knjižničarka tam, na kar je rekla, ja, ampak jaz si tega nisem tako predstavljala. Ne. Tako, kar se tega tiče, ne morem upoštevati teh zadev. Je pa kakšna ideja, ko mi kdo namigne, potem v mojih lastnih miselnih tokovih se malo spremeni, pa nekako vseeno pride v roman. Boste kdaj vključili NK Maribor, kjer se stalno dogajajo neke intrige? Zdaj o tem dosti razmišljam. RTV-ju sem že parkrat poskušal prodati v prvi in drugi sezoni, pa tudi zdaj v tretji, Okrnjeni, ki bi se najkmalu začela snemati, da bi se vsaj en del scene odvijal na nogometni tekmi, na kakšnem derbiju. Zdaj sem si zamislil eno sceno, kjer bi se to dogajalo na tisti VIP tribuni, ki jo imamo, kjer se da tudi lažje snemati. Jaz verjamem, da če je pred stadionom, pred začetkom tekme 300 razposajenih viol, pa par tisoč drugih nadebudnih nas, navijačev, da je težko potem nekaj snemati, ker ti javne scene so takšne, da ti seveda niti en ne sme nikoli v kamero pogledati in vse ostalo, da se tega malo izogibajo, tam bi se pa dalo. Ne? Pa mislim, da zaenkrat, če niso zagrabili to, niti vzporedna vloga, omenjen je nogomet, kdaj pa kdaj, ne? Ampak ne toliko, kot bi si želel. Je pa to ena od stvari, ki jih imam vsekakor v predalu in čakajo. Dobro ste vprašali, ker je to zanimiva tema, del identitete, pozitivne identitete Maribora in en takšen simpatičen lokal patriotizem je na nogometnih tekmah moč zaznati. Ja. Zdaj novinarjev še tudi mislim, da niste imeli v vsaj v kakšni večji pomembni vlogi, ampak Večer pa že večkrat, ne, tudi pri prvencu, mislim, da Olje na balkonu, je to bil eden od ključev za razrešitev umora, za kar se vam na tem mestu tudi zahvaljujem v imenu uredništva. Smo veseli, da nas tako promovirate in v bistvu smo veseli in hvaležni, da smo lahko del vaših zgodb. Večer je del Maribora. Večer je ves čas pomemben del Maribora. Še ena plat identitete mesta. Ne? In kot taki se pojavlja, čeprav v čisto marginalnih vlogah, večkrat. Novinarjev se malo izogibam zaradi tega, ker je to eden od klišejev, ki jih uporabljajo sodobne kriminalke, tako literarne kot filmske, kjer je raziskovalec novinar, kjer je za raziskovalnega novinarja in ostalo. Tu imam jaz en problem in ta problem je v tem, da dovolj dobro vašega dela ne poznam. Tukaj ima dosti boljšo pozicijo kolegica Mojca Širok, ki je dolgoletna dopisnica in tudi to zelo dobro izkorišča v svojih kriminalkah, ki so pa kriminalke z čist malo drugačnim pedigrejem kot moje. S tem, ko ste prišli k nam na Gosposko ulico 8, ste se tudi vi na nek način vrnili na prizorišče zločina. Le streljaj od tu. Ste pravzaprav odraščali na Gosposki ulici 11. Kako se spominjate tistih časov in tisto so bili eni drugi časi, ne? Tisto so bili precej drugi časi. Jaz sem rojen v prvi polovici 60-ih let. Mama je bila sama z dojenčkom. Zanimivo je to, da je izhaja iz družine z 7 sestrami in edina, ki je iz Ljubljane prišla v Maribor, je bila moja mama. Ko je dobila otroka kot samohranilka, ni imela stanovanja in je bila podnajemnica v eni od vil na Tomšičevem drevoredu, kjer pa lastniki niso niti želeli slišati o kakem otroku. Zato sem prve 2 leti bil v reji pod Pohorjem na eni kmetiji. Mama me seveda vsak dan obiskovala. Potem sem pa imela blazno srečo. Ko sem bil star 2 leti, je mama dobila preko podjetja Lilet, kjer je delala, podjetje modne ženske obutve, ki je šlo kot prvo v stečaj leta 1989 v Mariboru, je dobila stanovanje. To je bilo 17 kvadratov v 250 let stari hiši na Gosposki ulici 11, kjer sem jaz preživel potem obdobje do 13. leta, kjer sem bil priča zgraditvi prve veleblagovnice v Mariboru. To je tu, kjer se zdaj nahajamo. Ime je Blokvik. Imela je prva tekoče stopnice in tako naprej. Potem, ko sem bil star 13 let, sva se pa res preselila v eno lepo stanovanje. Takrat je pa mama dobila stanovanje v Jemčevem vrtu na Prešernovi ulici v Mariboru, kjer sem delno še danes.
Radi pa tudi poveste, da ste z te Gosposke nekako videli ta vzpon Maribora, njegova v bistvu odprtje trgovin, gospodarsko rast, potem pa zadnje obdobje tudi njegov zaton in da vas je to na nek način tudi zaznamovalo. Zdaj, ker je mama bila iz Ljubljane, sva midva, sem jaz preživljal vse vikende v Ljubljani. Njenih 6 sester, vsi moji bratranci, sestrične, vse to je živelo v Trnovem, v Ejprovi ulici, streljaj stran od Plečnikove, od tiste cerkve in Plečnikovega mostu. In jaz sem vedno imel primerjavo med Mariborem in Ljubljano. Maribor je bilo cvetoče industrijsko mesto, Ljubljana je bila dokaj cvetoče, pač kulturno-politično središče ene od republik bivše Jugoslavije. Razmerje med velikostjo je bilo približno 1:2, nekaj čez 100.000 v Mariboru, nekaj čez 200.000 v Ljubljani. Vsako mesto je imelo svojo identiteto, bilo je super. Dokler se ni potem zgodila tranzicija v 90-ih. Danes, ko primerjam Ljubljano in Maribor, je Maribor mesto, ki tranzicije ni preživelo, se še vedno pobira, je še vedno en kup problemov, medtem ko Ljubljana kot predstolnica zdaj nove države zacvetela. Danes je razlika, že po prebivalcih je razlika 1:3 najmanj. V ostalem kakovosti življenja, urejenosti mesta, možnosti za mlade, pa tudi ne za tako mlade, je 1:5, kar te, čeprav nisi zaljubljen v svoje mesto, ampak je le tvoje mesto, kar boli. Zato je socialna tematika vedno del mojih romanov, čeprav nisem pisec socialnega realizma. Ja. In bo vedno. Je kar primerno potem okolje za tudi vaš žanr. Čeprav to je lahko v bistvu vsako okolje, ne? Ja, tako kot ste rekli, to je lahko vsako okolje, je pa to isto, kar ste imeli na začetku, ugotovila tudi Petra Vidali, vaša kolegica na kulturnem uredništvu, ki je rekla, da se ji zdi, da je Maribor še specifično lahko zelo zanimivo okolje za dogajalni prostor za literarno kriminalko. Jaz vem, da bi, če bi pisal, da bi najverjetneje pisal v katerem koli mestu, pa ne samo v Ljubljani, Kopru, lahko bi to bil tudi Slovenska Bistrica ali pa še manjši kraj. Nenazadnje je Miss Marple Agathe Christie živi v St. Mary Meadu, kjer ne vem, če je 10-15 gospodinstev aktivnih, ne? Pa se da. Ampak trenutno, ker sem v Mariboru, sem vedno bolj zadovoljen, da sem tukaj tudi zaradi tega, ker se mi zdi, da je neka duša mesta takšna, da je dokaj prikladna. Jaz ne mislim, da se tu bolj pobijamo kot kje drugje. Ampak mislim, da je neko dušo ima mesto, ki mi omogoča pisati o njem. Na kratko povedano. Prepričana sem tudi, da vam vaši zvesti bralci pogosto pišejo in se odzivajo na vaše knjige. Koliko pa dlakocepijo so vas kdaj opozorili, da kaj v knjigi ni tako, kot je v resnici, ali našli neke napake, kršenje pravil, koliko vas s tem gnjavijo? Zdaj, na srečo mi pišejo kaj dosti ne, ker ne vem, če bi se mi dalo odgovarjati na vse te stvari. Obvestila dobim redko, sem jih pa vsekakor vesel, sploh 2, ki sem jih dobil za Estonijo. V obeh sta se javila 2, ki sta tudi strokovnjaka na svojem področju. Prva je dr. Silvija Borovnik iz Maribora, iz Mariborske filozofske fakultete, s katero se tudi osebno poznam. Mi je čestitala, da je res dober roman. Drugi je pa dr. Andrej Blatnik iz ljubljanske filozofske. Njega osebno poznam tako bolj na videz, ker sva se videla na enem ali 2 literarnih večerih pred več kot 10 leti. In on je pa tudi osebno napisal, da seveda ni v njegovi navadi, da bi kar tako pošiljal maile enemu ali drugemu, ampak da tukaj pa je na kratko to moral storiti, zato ker je bil res navdušen nad tem, kar sem bral. To mi zelo, zelo dosti pomeni. Bralci kriminalk smo pa vsi dlakocepski, vsaj če jaz sodim po sebi, zato ker je kriminalka neke vrste stvarni žanr. Tukaj ni časa, ni prostora za fantazijske elemente. Seveda eno od klasičnih pravil govori, da nobena metafizika in nič podobno se ne sme vmešavati v ta žanr, zato ker zgubi svojo podstat. Tako da znotraj tega se pač gibljem. Ko beremo vaše knjige, se tudi zdi, da je razmerje med številom umorjenih žensk in moških in morilcev in morilk nekako
uravnoteženo. Še vedno pazite, zavestno pazite, kako se odločate o tem, kdo bo žrtev, morilec? Nikoli ne pazim. Nikoli vnaprej ne razmišljam o tem. To programsko nikoli ni. Ko si zamišljam nek umor, si ga čisto podzavestno pripišem bolj moškemu ali ženskemu liku. Včasih niti to ne, pa se potem odločim, za koga bi naj šlo. Nikoli nisem gledal za nazaj, ali je čas za žensko morilko, ali je čas za žensko žrtev, ali obratno. Prvič sem za nazaj pogledal to pred kakšnim letom ali dvema, ko se je pojavil nek članek, kjer je ena od literarnih kritičark pregledala, kdo so morilci in kdo so žrtve v slovenskih kriminalnih romanih, ker se nas je nabralo toliko. In potem sem še jaz zase pogledal in sem videl, da tako pri umorih kot pri žrtvah prednjačijo moški še vedno. Prav. Vaši oboževalci iz drugih krajev Slovenije pravijo, da prihajajo v bistvu v Maribor zaradi vaših knjig, predvsem zaradi vaših knjig, da doživijo mesto, da vidijo, kje se dogajajo stvari. In tudi vse tiste lepe kulise Maribora in serije seveda so to prinesle, naredile svoje. Ste kaj ponosni, da pomagate mariborskemu turizmu? Ja, ponosen, vesel sem vsekakor, ne. Zdaj, moj odnos do mesta je zelo ambivalenten. Nikoli ne bom izjavljal, da je najlepše mesto na svetu, ker se mi zdi to ena velika neumnost. Mesto včasih sovražim, ni mi všeč, kar se dogaja v njem. Po drugi strani pa je logično, če si se v tem mestu rodil, če v tem mestu živiš, če si v tem mestu bil prvič zaljubljen, če si v tem mestu dobil otroka, če si to, pa ne glede na to, koliko časa si kje preživel zunaj, se ti usede in je to tvoje mesto, zleze v tebe. Ni toliko ljudi, ki bi zdaj romali v Maribor zaradi mojih romanov, jih je pa kar nekaj. Ja, ponosen sem, če mi kdo reče, da je bil prvič v Mariboru, zato ker ga je pač zanimalo in da se je želel sprehoditi po teh parih ulicah. In potem, ko takega človeka vprašam, pa vseeno odkoderkoli prihaja, ni to ne, da je to vedno ta naša Ljubljana, ne? Zakaj še ni bil v Mariboru, je rekel, da prej pač ni imel pravega razloga, zakaj bi prišel. Dobro, festival Lent z temi zvezdami in zanimivimi dogodki, ki jih prereja, je en faktor, da so ljudje začeli malo bolj prihajati v Maribor. Drugi pa so tudi kakšne take zadeve, ne. Tudi kak moj roman, kakšna Jančarjeva zadeva, kakšna Vrtličeva stvar, tako da ja. Prej ste rekli, da Maribor včasih tudi sovražite, zakaj? Veste, kak je to bo vse javno objavljeno, tako da boljše ne odgovarjati na taka vprašanja. Včasih mi je všeč, včasih mi ni všeč zatohlost razmišljanja. To, da se vsi poznamo, pa da je vse javno, to bo tudi v večjih mestih. Ljubljana tu ni nič kaj drugačna. Par milijonov bi jih moralo živeti v enem mestu, da bi se to malo spremenilo. Rad bi si malo več odprtosti v mestu. Ko gledam nogomet, nemško drugo ligo recimo, mi je všeč, da med zastavami navijaških barov mahajo s tribune navijaške skupine tudi z mavričnimi zastavami. To bi jim bilo všeč, če bi Viole bile sposobne storiti. Pa še en kup takšnih stvari je. Ampak suma sumarum v celoti pa imam svoje mesto precej rad, ja. Zdaj pa vprašanje, ki res muči bralce iz Maribora. Kako ste vi doživeli prevod vaših knjig na male zaslone? Se je s prevodom izgubilo preveč? Izginile so več te vse vaše zanimive lokalne finte, tudi mariborščine pravzaprav skoraj da ni. Ja, vsi vemo, kaj se je dogajalo v prvi sezoni, da glavni kamen spotike je bila Govorica, kjer je, ampak to je večinoma res štajersko publiko zmotilo to, da so ljudje govorili druga narečja, različna. Meni osebno tudi ni bilo najbolj vseeno. Sem le nenazadnje Mariborčan in gledam s podobnimi očmi. Kar je pa bila moja izkušnja z filmsko ekranizacijo, je pa to, da so to bistveno dve popolnoma različni stvari. Pa je, da je
Feri Lainšček na eno podobno vprašanje rekel, da tisto, kar so posneli v njegovih romanih, je nekaj čist drugega in da on s tem nima nič v bistvu. Ne. Tako je isto pri tem. Razlika je v tem, če pišeš roman, si sam. Si samo ti, računalnik in pa noč ali dan, ali kdaj pač pišeš. Pri filmski ekranizaciji si pa ti največ, kot scenarist in avtor literarne predloge, največ 5% vsega skupaj. Logično je, vsi so scenaristi, tu so producenti, tu so uredniki programov, tu je igralec, ki mora dati podobo in glas umetniku, tu je režiser, ki mora iz tega vsega skupaj narediti gledljivo celoto. Tu je montažer, ki se mora, mislim, tu je en kup drugih ustvarjalcev, ki imajo svoje poglede, drugačne poglede in tako, da se izgubi to tvoje avtorstvo. Gledal sem serije, gledal sem jih takrat, ko ostali gledalci, videl jih nisem prej, gledal sem jih samo takrat. Po eni strani sem bil vesel, všeč mi je bilo to, da je naenkrat to postalo malo širše, popularno. Všeč mi je bilo, da so na RTV-ju spoznali kakovost v mojem literarnem delu toliko, da so bili pripravljeni dati nekaj čez 800,000 evrov za vsako od sezon, kar je lep denar vse za slovenske razmere. Njim je pa bilo všeč, kako so spreminjali zgodbo in kaj so z nje naredili. Ampak tu mi je Jani Virk, glavni urednik igranega programa in v veliki meri odgovoren za to, kar je nastalo, nekoč lepo pojasnil. Ne. Začel je s tem, da je rekel, veš Tomaž, ta serija je neke vrste kot tvoj otrok. Zdaj, če ti en začne s tako poetično zadevo, pol že veš, da moraš biti pazljiv. Sem rekel, ja in? Na kar je rekel, veš, in ta otrok je zdaj postal polnoleten, kar pomeni, da ga moraš pustiti, da gre po svoje. Ker jaz sem se skozi vmešaval v tisto, kar so počeli, potem mi je pa dal zelo jasno vedeti, da naj dvignem roke in da bojo oni to stvar dokončali. Ne. Zato je pač takšna, kot je. Je pa tudi ena druga stvar. Prevod enega jezika v drugega ima svoje zakonitosti. Jaz nisem v svojih romanih nikoli vpletal nobene ljubezenske zgodbe, ampak sem postavil Mojco in Vrenka kot par, ki je že dovolj dolgo poročen, ki je iz tega levolega razloga brez otrok, obenem pa med njima ni zdaj nobenih zadev, jaz bi lahko tu kakšne afere vpletal ali karkoli, ampak to je eno od pravil kriminalke. Namen kriminalnega romana je, da pripelje storilca pred roko pravice, ne pa mladoporočencev pred oltar. To je Van Dine lepo napisal. V TV seriji so Mojci dali popolnoma drugačno vlogo, ker so mi spet dali jasno vedeti, da je nekaj erotične napetosti v televizijski seriji mora biti. Jaz ne vem, če mora biti, ko gledam zdaj ostale, vidim, da je to pravilo dostikrat upoštevano, ampak ta del, to linijo scenarija so peljali oni, ker sem jaz rekel, da niti nisem sposoben pisati, drugače je pisal ljubezenske romane. Prav tako ni v mojih knjigah očeta Vrenkovega, je to popolnoma nov lik, ki so ga spet dali po nekih svojih kriterijih. Tako da pri prevodu pride do marsičesa. V bistvu temeljni lik so v temelj spremenili, ne? In vas je to malo vseeno zbodlo, ne? Da tega umirjenega, premišljenega gospoda srednjih let, potem so oblekli busnjeno jakno, ga dali na motor in ga poslali se poditi za punco iz Ljubljane v bistvu. Ja, sej, mislim, hvala Bogu je Darjo vseeno dovolj skuliran tip, da tu ni pretiraval, kar se tega tiče, nisem pa pri tem edini. Recimo, Andrea Camilleri je sicilijanski pisec, ki je ustvaril Inšpektorja Montalbana. Tega je na televiziji upodobil italijanski igralec Luca Cingaretti, ki je simpatičen tip. Ampak, ko je Andrea Camilleri to videl, rekel, da to niti slučajno ni on. Ampak po 2-3 sezonah, ko je Luca Cingaretti formiral drugačen lik, sta vseeno ona dva postala dobra prijatelja, ker je pač pisatelj stopil nazaj in rekel, ok, to je drugo življenje, ki ima mogoče po imenu pa nekaj malih povezav z mojim literarnim likom, naj živi drugače. Ne? In takšnih primerov je obilo, tako da nisem jaz edini, ki je imel probleme s tem.
Mogoče še malo glede štajerskega naglasa. Ne, da je štajerski naglas zamenjal ljubljanski, je vendarle bil malo korak predaleč, se je nam gledalcem z tega območja zdelo. V drugi sezoni, ko pa se je dogajanje predstavilo in umor predstavil na Prekmurje, pa se je recimo prekmurščina uporabila in to je odlično funkcioniralo in delovalo zelo pristno. Zdaj, zakaj ta štajerski naglas po vašem mnenju nekako ne prodre v tej normalni, nestereotipni obliki tudi na male ekrane? Ne vem, to bi morali vprašati vse tiste, ki so bolj poklicani za to. Tu so ljudje kot recimo Emica Antončič, ki je bila lektorica pri raznih televizijskih filmih, je o tem pisala, pa drugi. Jaz se s tem toliko ne ukvarjam. Znano mi je to, kar je znano vsem ostalim, to je to, da je problem štajerščine v televizijskih serijah v tem, da je namenjena stereotipom, pijančkom, bedakom, pa smešnim osebam. Malo so se hoteli tega izogniti, zato so rekli, da jaz sem se strinjal, da se naj v sami seriji se naj uporablja pogovorna slovenščina. Slovenščina, ki ni močno štajerska, ki je nekaj takega, kar govoriva midva zdaj. Vsaj meni se čuje, da sem Štajerec, ampak vseeno ne želim uporabljati preveč takšnih izrazov in podobnega. In taka štajerščina ne pride naprej nikoli, skoraj se mi zdi. Pa je čisto lepa, ne? Ta bi bila čisto normalna. Je res malo... Lažje je v seriji, ki se dogaja v Ljubljani, slišati štajerski naglas, zato ker mnogi Štajerci, ki ne dobimo službe tukaj, romamo tja. Torej medicinska sestra ali patronažna sestra, kot je bilo primer v seriji, v prvi sezoni serije, z štajerskim naglasom v Ljubljani bi čisto normalno funkcionirala, zato ker je pač dekle dobilo službo tam. Obratno je pa malo manj verjetno. Ne? In to je bilo gleda tista oseba, ki je bila zelo, zelo marginalna oseba, nastopila je v 2-3 kadrih, je zelo močno ljubljanščino govorila. Šefica verjetno, ne? Mislim, pa tudi šefica policijske, recimo, je bila tudi takšna, ja. Ampak tu še vedno lahko rečeš, mogoče je nekdo prišel v službo, ne, in tako. Za kakšne... Vsi smo bili presenečeni o tem odzivom, najbolj pa v Ljubljani, oziroma ti, ki so delali na javni televiziji, zato ker na začetku o tem sploh mislili nismo. In res pa je to, da to Štajerce bolj moti kot ostale. Ko sem se na Primorskem, na literarnem večeru o tem pogovarjal, so rekli, da jih niti toliko ni motilo. Da so manj zaznali. Ne? Ampak je bila pa odlična priložnost, da ta lepa pogovorna štajerščina nekako se uveljavi, pa pol se ni, ne. Tudi gospod Varga je potem bolj z ljubljanskim besede, kdaj in zveze uporabljal. To nas je tudi močno zbodlo, recimo. Ja, čeprav Darjo je dosti preživela v Prekmurju. To pa je bilo še bolj boleče. Prekmurščino je pa krasno tam uporabo, ne, kar se tega tiče. Jaz imam en drug problem, če sva že pri jeziku. To je pa, so pa boji z lektorji. Niso boji, hvaležen sem vsem lektoricam in lektorjem, ki se ukvarjajo z mojo knjigo, da na koncu naredijo normalen tekst iz tega. Je pa res, da je vsaka lektura, ki je čisto skrajne dejanje, predno gre knjiga v tisk, že po uredniškem delu, kar stvar debate. Zakaj? Sprejmem 99% vseh korektur, ki jih lektor naredi, sploh vejce in podobno, s čemer si jaz nikoli nisem bil čisto na ti. Se pa ustavi pri, recimo, na roman 10 do 12 izrazih in besednih zvezah. Sploh v premem govoru se meni pri pisanju pozna bližina Nemčije, Avstrije, nemškega jezika. Skladnja, ki izhaja malo iz nemškega, je ta, da imamo glagol, damo na koncu. Ne? Dostikrat uporabljamo modalna glagola, biti in imeti, tako kot imajo haben, sein, Nemci. In to se pozna v govoru, ampak ta govor, tega jaz ne počnem za nalašč, to jaz počnem tako, da si zamislim glavno osebo, slišim, kako govori, to, kar slišim, je na podlagi tega, kar poslušam okoli, in tam je govor takšen. Ne? In potem se dostikrat za lektorji malo merimo moči glede tega, kaj bi bilo pravilno in kaj je tisto, kar bi bilo bolj literarno primerno za moj tekst. Ponavadi je pa tako, kar je v prvem govoru, mi pustijo primeru. Se najverjetneje imate novinarji iste podobne probleme. Ne? Res je.
bomo doživeli tudi celovečeren film o inšpektorju Vrenku? Ne. Ne? Zakaj ne? Zato, ker imam zelo slabe izkušnje z scenarijem za celovečerni film na podlagi romana Miloš, ki smo ga sestavili. Tukaj sva sodelovala z Borisom Iraševićem. Jaz sem to pisal že, ko sem imel malo izkušenj z pisanjem scenarija. Res sem se potrudil. Boris je pomagal. Scenarij je bil dan v branje tudi nekaterim dokaj priznanim filmskim ustvarjalcem. Rekli so, da je fajn. Je pa bil problem v tem, da je šlo za tipično kriminalko. Logično, Demšarjev roman bo filman kot kriminalka. Prijavili smo ga, mislim, da 2 ali 3 na filmski sklad Slovenije. Vedno mu je zmanjkalo par točk, ker pač po moje tudi sama žanrska usmeritev ni nekaj, kar bi tiste komisije, ki so tam podpirale. Tako da dvomim, da bo kaj zdaj produkcijska hiša in režiser še nista obupala nad scenarijem Miloša. Jaz sem dvignil roke od njega, se mi ne da več s tem ukvarjati, ker smo vsako leto potem nekaj popravljali, pa spreminjali, pa prilagajali tistim zahtevam, ki so jih oni imeli, dokler ne bi pač postalo to malo preveč vse skupaj. Zato sem rekel ne. Upam pa, da bo. Ja. Če bi inšpektorja Vrenka snemali v Hollywoodu, katerega igralec bi ga igral? Imate vi kakšno idejo? Ja, jaz to težko. Lažje bi odgovoril, kdo bi igral Mojco, recimo, ali pa Ivano, ali pa Niko. Ne vem. Sem pa, mislim, to je bolj šala kot zares, ko smo za prvo sezono še nismo imeli Darja Varge, pa smo se pogovarjali, kdo bi naj bil. Tukaj jaz kot avtor knjige nisem imel nobene besede. Sem pa z veseljem sodeloval zraven. In ko so me vprašali, kdo bi bil, sem čisto resno rekel, da bi Tom Cruise mogoče bil fajn, pa se niti nasmehnili niso. Kaj je problem? Problem je v Sloveniji poiskati glavnega junaka, ki je tako profiliran, točno in toliko star, približno takega izgleda, obenem pa ima časa 2 do 3 mesece, da ni angažiran nikjer drugje, ker toliko je 56-60 dni snemanja, moraš biti na voljo. Tega ni, ker so vsi v kolektivih gledališč. Ne sme biti igralec, ki je nastopal v kakšni konkurenčni zadevi. Kavaca odpade zato, ker je rezerviran za tisti lik. In potem, ko gledaš in vidiš, da Igor Samobor se je meni zdel krasna zadeva, ampak takrat je bil direktor drame, česa je ni šans, da bi on si lahko privoščil, tudi če bi imel interes. Tako da smo bili na koncu še zelo srečni, ko je Dario Varga pristal in bil celo zelo zainteresiran za to vlogo. Ampak to sploh ni enostavna zadeva, sploh v takem malem kraju. Zdaj si pa predstavljate, da bi mi v Sloveniji snemali 20 sezon umorov na podeželju ali kaj podobnega, kjer v vsaki epizodi ubiješ 2 do 3. Torej bi že 3-krat pobili vse slovenske igralce. Pa tudi Maribor. O čem pa pišete sedaj? Kdaj nas boste razveselili z nekaj nekakšno? Eno na leto se mi zdi že fajn napisati, če se že greš pisateljevanje, tako da, pa tudi založba se s tem strinja, tako da mislim, da leta 2025, po moje v prvi polovici, bo naslednji, pišem z veseljem, pišem trenutno precej. Nadaljujem zgodbo, ki sem jo končal za Estonijo, s tem, da sem imel trilogije dovolj. Vodnjaki niso preživeli, toliko lahko izdava. Se je pa z Renkom nekaj zgodilo. Zdaj to, da ni umrl, to ni noben spoiler, noben kvarnik, to je normalno. Je bil poškodovan. Tam je levo ramo, so mu razbili, ključnico so mu razbili. No, jaz sem pa imel to srečo, da sem istočasno si poškodoval močno ramo. Oziroma še pred tem, ampak to ni povezano. Ampak niste mogli podpisovati knjig, ne? Nisem mogel podpisovati knjig. Bil sem na operaciji, bil sem v zdravilišču, zdaj je spet normalno. Tako sem malo povezal oboje, kar se je zgodilo njemu in meni. Tako da v naslednjem romanu, to že lahko rečem, bo Vrenko v zdravilišču, kjer se bo seveda zgodil spet umor.
Kako se bo pa razpletlo, pa trenutno še niti sam ne vem, oziroma sem nekje na pol poti. Tako da ja, vsako leto ena knjiga, upam. Pa tudi neke kratke kriminalne zgodbe, ne? Ste načeli? Ja, dobil sem eno idejo za kratko zgodbo s kriminalno vsebino in tukaj gre za isti koncept. Vse so povezane z sodobno likovno umetnostjo, z zadevami, o katerih predavam svojim študentom. In ko sem organsko razmišljal, kako bi združil strokovni pa literarni del, sem prišel na nekaj idej, tako da zdaj, kadar imam čas in kadar imam idejo, napišem tudi kakšen del kratke zgodbe, kdaj pa bodo te zrele, da bi jih kdo lahko bral ali pa celo, da bi jih kje izdali, to pa je še precej v zraku. Nestrpno čakamo. Gospod Demšar, najlepša hvala, da ste bili moj gost. Poslušalci in gledalci pa ostanite z nami na večer.com in na drugih spletnih platformah. Se beremo.